Spoštovane in spoštovani, predsedniku vlade in gospe ministrici za zdravje se zahvaljujemo za obisk v naši ustanovi. Pogovarjali smo se o delu v naši ustanovi, pogovarjali smo se o razvoju naše ustanove in o tem, kakšne bodo v bodočnosti seveda tudi kapacitete drugega univerzitetnega kliničnega centra v Sloveniji, in predajam besedo gospe profesor Marčunovi, naši strokovni direktorici. Hvala lepa. Tudi z moje strani zahvala premierju in ministrici za zdravje, da nas je obiskal, da sta naj obiskala, da sta si ogledala nekatere oddelke, naše paradne konje, tako rekoč, da smo jim predstavili strokovno delo in predvsem izzive, ki nas čakajo. Področja, ki jih moramo še razvijati, pa tudi področja, ki so dobro pokrita, tako kadrovsko, kot tudi z materialnimi, prostorskimi in drugimi viri. Hvala lepa. En lep pozdrav in dober večer. Jaz bi se rad najprej zahvalil vsemu osebju, negovalcem, strokovnemu osebju, medicinskim sestram, zdravnicam in zdravnikom, ki tudi v teh dneh enako predano delajo in skrbijo za paciente. Na to sem se lahko danes tudi prepričal na lastne oči, na UKC Maribor, in moram reči, da sem bil s tem, ker sem videl, zelo zadovoljen. In videl sem tudi zadovoljne paciente. To je tisto, kar največ šteje. V zadnjih 2 tednih sem obiskal kar nekaj bolnišnic, od Postojne, Jesenic, UKC Ljubljana, danes UKC Maribor, in ena stvar je skupna vsem. Tam, kjer imamo povezane ekipe, tam, kjer vsi zaposleni delujejo kot eno, tam ni težav. In jaz si želim, da bi to sporočilo, da se morajo razmere v zdravstvu reševati celovito in ne parcialno za eno skupino, prodrlo v možgane vseh. Ker nihče v zdravstvu ne more delati sam. Vsi zaposleni morajo delovati kot ekipa, enotna ekipa, in potem so stvari rešljive, tudi v zahtevnih pogojih, kot so današnji. Želim si, da bi to sporočilo prišlo tudi do Fidesa. Hkrati pa ponovno dajem poziv, jutri so nova pogajanja, skrajni čas je, da se stavka zamrzne. Stavka danes ne koristi prav nič pri pogajanjih, škodi pa pacientom. In zanjo ni prav nobenega razloga več. Hvala lepa.